Če ste brez energije, pa si zastavite teh 6 vprašanj, hitro boste odkrili, kje vam energija odteka in tako postali polni energije. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli, vse več ljudi poslušam in se pravzaprav sprašujem, čemu je tega treba. Ljudje veliko posegajo po poživilih, kajti brez energije so. In ko se tudi pogovarjam s farmacevti in zdravniki, s katerimi seveda tesno sodelujemo pri tem, ko kreiramo uredniško, torej vsebine, ki jih posredujemo za vas, veliko jih pravi, da ljudje jamrajo zaradi tega, ker so brez energije in potem lahko vidimo, tudi ko se pogovarjam z natakarcama, kaj je tisto, kar največkrat ljudje naročijo, in to je kava, se pravi nekaj, kar jih bo dvignilo, nekaj, kar bo dejansko poživilo. Danes se bomo spraševali tista vprašanja, ki naj bi si jih zastavili takrat, ko smo brez energije. Se pravi, preko teh vprašanj nam bo to pomagalo, da bomo odkrili vzrok. Kajti, če smo brez energije, je zmeraj nekje vzrok in to ni šef in to ni politika, to je nekaj, na kar imate vi vpliv, če se tega zavedate ali ne. In zdaj in danes boste odkrili, katere so tiste stvari, na katere morate pomisliti takrat, ko ste brez energije. Prva stvar je simpel kot pasulj. Naše telo je sestavljeno iz več kot 50% vode, zato je na mesto, da se vprašamo, ali smo spili dovolj vode, ali pijemo dovolj vode, ali pijemo tudi dovolj kvalitetne vode. Torej, najbolj kvalitetno vodo seveda dobite na izvirih. In ko takole potujem, vse bolj spoznavam, koliko je Slovenija vrhunska, ravno zaradi tega, ker kjerkoli živite, več kot pol ure nimate do naslednjega izvira vode, zato se dajte malo pobrskite, malo raziščite in boste zagotovo ugotovili, kam bi vi lahko šli po vodo, po izvirsko vodo. Sicer pa voda je bistvenega pomena in ne boste verjeli, velikokrat, ko ste lačni, ste pravzaprav žejni. In ta žeja je seveda tista, ki v telesu povzroči ogromno škode, zato pa dajmo piti dovolj vode. No, kaj je o vodi nasploh povedala tudi Marija Ana Kolman, prisluhnimo ji. In ta odvisnost potence vode od dogajanj v kozmosu, te zakonitosti, ki so bile našim prednikom znane tisočletja, danes dobivajo na vrednosti tudi s pomočjo znanstvenih dokazov. Tako, voda ima izjemne sposobnosti in kot ste videli, obstajajo določeni datumi, ko ima voda še okrepljene te sposobnosti, sploh takrat je fajn iti na izvir. In zdaj, tudi če ne greste na izvir, še vseeno vodo iz pipe si nalivajte, še vedno bo boljše kot pa voda, ki jo imate v plastenki, kajti ta voda v plastenki je res ena izmed najslabših izbir, če že v steklenici, absolutno pa ne posegati po tistih vodih z okusi. Če hočete piti vodo z okusom, potem si pač limono stisnite noter ali pa limeto, oziroma sploh super zadeva, če imate težave s črevesjem, v vodo dajte malce jabolčnega kisa in to pite cel dan, odlična zadeva. Drugo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, če imamo premalo energije, če se nam zdi, da nas kar nekaj če skupaj lezemo, je katero vprašanje? Ja, seveda, da je to vprašanje povezano s sladkorjem. Ali jem preveč sladkorja? Glejte, sladkor je naš ubijalec, zares največji sovražnik sploh, in sladkorja je ogromno povsod. Ne samo v taki obliki nekih procesiranih živil, pa piškotov, pa ne vem kaj še vse. Sladkorja je ogromno povsod v naši hrani, tam, kjer ga sploh ne bi pričakovali. In ja, sladkor je tudi tist,
ki hrani parazite, ki hrani patogene bakterije, kar pomeni, da če ste nekje, a boste zboleli ali ne, prva stvar, ki naredite, popolnoma, če že niste tega prej naredili, popolnoma izločite sladkor. Sladkor pa je tudi tisti, zaradi katerega je naše telo izčrpano nutrientov, in sicer je tukaj vredno omeniti magnezij. Kot smo videli, pa poglejmo še torej enkrat, tukaj kar se tiče čist molekularna, pravzaprav molekularen nivo, molekularna raven, je tukaj magnezij velik problem, kajti sladkor potrebuje ogromno količine za to, da se prebavi in dobesedno kuri magnezij. In magnezij je bistvenega pomena, o tem smo v naši oddaji že govorili, na kakšen način ga vnašate v telo, pa je zelo pomembno. Danes hrana, tista normalna, ki jo imamo na krožnikih, vsebuje premalo magnezija, zaradi tega, ker je zemlja torej osiromašena, zato ga je potrebno dodajati. Kako ga dodajate, je pa tudi zelo pomembno. Dajmo pogledati, kaj je svetovala in pripomnila o magneziju tudi naša gostja v prejšnji sezoni oddaje Klepet ob kavi. Magnezij pa zakrče, zato ker sprošča mišice, tudi prepreči recimo kakšne muskelfibre, to nalaganje te mlečne kisline, ki je po športih. Zdaj, načeloma danes veliko moških je športnih, pa biciklirajo, pa se ukvarjajo športom, kar dosti intenzivno, ali pa tek, ali pač neki grupni športi. In je to lahko zelo koristno, da se namažejo z magnezijem, ker ni pa muskelfibra. Tako da je tudi glavobole, če imajo, čeprav moški različno tudi so obremenjeni z glavoboli, se lahko pa zadnji malo namaže. Drugače pa magnezij zelo pomemben za moške, zato ker tudi preprečuje to kalcinacijo, ki je dostikrat problema. Tudi to nalaganje v bistvu na arterijah, ki lahko povzroči naprej kakšne te srčne probleme in infarkte. Magnezij je torej bistvenega pomena, sama ga dodajam na takšen način po priporočilu mojega mentorja, ki sicer živi in ustvarja v Arizoni, to je Trud Kelkins, in sicer na takšen način, da zjutraj ob telovadbi dejansko namažem svoje telo z magnezijevim oljem in to od vratu navzdol. Pustim 20-30 minut fajn noter utrem, ravno zaradi tega je magnezijev gel še boljši in še bolje absorbira kot samo olje kot takšno. In evo, potem to sperem dol in dejansko dobiš kar višek energije. Mi pa poglejmo, kako zgubljamo ta magnezij. Rekli smo že, da magnezij se črpa oziroma se izpira ven ravno zaradi sladke hrane, katere so pa še ostale stvari. Dajmo pogledati tole fotografijo, kjer to lahko tudi vidimo. In sicer pomanjkanje magnezija, kot smo rekli, povzroča utrujenost, izgorelost, zaskrbljenost, težave s srcem, z ožiljem in primanjkuje nam ga lahko, kot smo rekli, torej tudi zaradi alkohola. Ljudje, ki pijejo veliko alkohola, vsekakor imajo premalo magnezija kot tako, in tudi tisti, ki jemljajo antibiotike, kontracepcijske zadeve in vse te stvari take in drugačne. Torej, magnezij je pomemben in tudi Jelena Dimitrijevič je o tem večkrat govorila in opozarjala. Tiste klasične tabletke, ki jih kupite v drogeriji in tako naprej, enostavno ne bodo dovolj, kajti ponavadi so te sintetičnega izvora, ki se samo nalagajo v telesu, koža pa je tista, ki dejansko povzroči, da se vse skupaj hitreje absorbira. Kaj je o tem povedala Jelena Dimitrijevič? Dostikrat se fokusiramo tudi v starosti na kalcij, vemo, kosti, osteoporoza in tako dalje, ampak pozabljamo na magnezij. Tako, ker je veliko stresa, ogromno, takrat ga porabimo več. Magnezij sodeluje v 300 različnih procesih v našem telesu, izjemno pomembna zadeva. Tudi za zdravje naših mišic, zdravje naše pomembne mišice, to je srce.
Potem recimo takrat posebej, ko imamo visok pritisk, ko smo veliko pod stresom, ko imamo kakšne glavobole, takrat lahko tudi pomislimo na magnezij, krče, recimo, kjer je za zmanjševanje tudi različnih mišičnih krčev. Pri menstrualnih težavah, jaz si samo tukaj namažem, pa je dejansko v redu. Zelo pomembna stvar. Tudi recimo takrat, ko imamo zaprtje, lahko pomislimo, da imamo pomanjkanje magnezija, ko sem rekla, glavoboli, takrat recimo lahko vzamemo, oziroma se tudi namažemo, zelo hitro deluje posebej, ko se namaže na kožo, takrat je v bistvu boljša absorpcija, ker vemo, da... Tako, takrat je torej še boljša absorpcija, kot smo rekli. Jaz sem probala ene parkrat se namazati na res ta tretma zvečer, pa lahko malce zmoti spanec. Tako da je definitivno boljše, da to naredite zjutraj, dopoldan, zgodaj popoldan. In sicer je ta način res tisti, ki je vrhunski, torej da namažete z magnezijevim oljem v gelu, torej celo svoje telo, pustite potem 15-20 minut, 30 minut tudi, da se vpije čim bolj, lahko tudi fajn zmasirate in potem se torej stuširate. Magnezij je bistvenega pomena in ni človeka, ki ga torej ne bi smel dodajati, vsi ga torej moramo dodajati in magnezij, 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 zelo, zelo preprosto je vse to. Danes torej govorimo v oddaji Klepet ob kavi o vseh tistih stvarih, zaradi katerih mi nimamo energije, nam primanjkuje energija. In ta energija, ki jo dobimo torej preko kave, preko energijskih pijač, tista energija, verjemite mi, nočete jo kuriti. Če zdaj primerjam in karikiram, kako je to pravzaprav za telo, to je, kot da bi bičal utrujenega konja, o tem govorim dejansko o naših žlezah in enostavno preveč je to za telo in na dolgi rok to ne bo šlo, za kakšne tudi na kratki rok ne. In veste, koliko ljudi ima težave dejansko z izgorelostjo, koliko ljudi ima težave z vsemi takimi stvarmi, to tudi vodi v depresije, vodi v tesnobe in zato je treba poskrbeti. Kava in druga poživila torej niso odgovor. Do zdaj smo si zastavili sledeče vprašanja. Vprašali smo se, takrat, ko si utrujen, kaj se moraš vprašati? A si spil dosti vode? Daj spi še malo več vode. In tudi takrat, ko si lačen, ali si mogoče žejen, sploh če si imel pred tem kosilo, to je se popoldan definitivno na mesto za vprašati. Potem drugo stvar, ali pojem preveč cukra. Če boste jedli veliko cukra, boste vsekakor utrujeni, sploh popoldan, in da bi se lahko odvadili od velikih količin sladkorja, ki jih enostavno rabite, ker to na celični ravni povzroča odvisnost, dodajte vitamine B skupaj z vitaminom C popoldan, naj bo to organski izvleček, recimo Klepet ob kavi priporoča tega, ki je sveto baziliko, ki je tudi adaptogen in vsebuje torej vse vitamine skupine B, preko torej izvlečkov iz svete bazilike, guave, češnje in pa limone. Torej dodajte popoldan vitamine B oziroma adaptogen, najmočnejši adaptogen na svetu, ki so ga imeli s sabo tudi ruski kozmonavti, to je rastlina eleuterokok. Dopoldan in popoldan, takrat, ko je dejansko hudo. No, tretje vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, ali uživam dovolj magnezija. Magnezij je torej tudi bistvenega pomena. In četrto vprašanje, ki si ga torej lahko zastavimo, če imamo premalo energije, pa bi želeli, da bi jo imeli več, da nismo tukaj odvisni od teh kavic čez dan, pa kakih energijskih pijač je. Kako diham? Koliko simpel vprašanje? Kako kvalitetna sta moj dih in zrak, ki ga diham? Po tradicionalni kitajski medicini je čas za pljuča med 3. in 5. uro zjutraj nekaj takega. Skratka, v vsakem primeru zjutraj, ko se zbudite, včasih nam manjka kisika in sicer na takšen način, da je zjutraj najboljše, ko se vstanete, takoj odpreti okno oziroma nadihati se svežega zraka, da zamenjate zrak po celem telesu, kajti plitko življenje pomeni plitko dihanje in obratno. Podaljšajte in poglobite torej dih, če želite imeti več energije. Včasih pomaga že to. Marijana Kolman iz Sibirije poda takle čudovit pripomoček, čudovito metodo le tega in sicer
pihaj rojstnodnevno svečko, poduhaj rožico. Kako to zgleda? Pihaj rojstnodnevno svečko in povohaj rožico. Torej, da naredimo globoko dih in izdih. Tako, gremo naprej. Naslednja stvar, ki je lahko tudi kriva za to, da imamo premalo energije, pa je premalo telovadbe. Telovadba je tista, ki je pomembna, ne smemo pa telovaditi preveč. Poglejte maratonce, poglejte jih, kako izgledajo. Velikrat so to ljudje, ki vidiš po faci in vidiš, da ni to. Skratka, ne smemo telovaditi preveč, ne smemo telovaditi premalo. To je bistvenega pomena in meni osebno najljubša vadba, poleg rebound terapije, skankanja na trampolinu, posebnem terapevtskem trampolinu, je tai chi in qigong. Dušan Kuhar je dobro povedal, kaj je tukaj pomembno, kajti pri tej vadbi nismo 200% kakor ponavadi, ampak delamo dejansko toliko, kolikor telo zmore, pa še majčkeno manj. Kako je povedal Dušan v prejšnji sezoni? Vse, kar delaš, ne delaš 100%, ampak 120%, in potem so posledice, jasno, ker se izčrpavaš, izrabljaš, poškodbe, stres, napetost, ki gre vedno globlje v telo in ga se sploh več ne zavedaš. Tukaj pa imamo princip 70%. 70%. Torej... Ja, ne delaš toliko, kolikor lahko, ampak malo manj. Torej, vprašali smo se, če imate premalo energije, ali spijete dovolj vode, ali pojeste preveč sladkorja, ali nam primanjkuje magnezija, pa potem smo rekli B vitaminov, ki jih popoldan fajn in pametno dodati. Potem smo se spraševali, kakšen je naš dih, ali dihamo globoko, si vzamemo čas za ta dih, in peta, ali telovadim premalo ali preveč. No, 90 plus letna Ljerka pa ima še poseben nasvet za vas, spoštovani gledalci in gledalke, en res fajn nasvet. Takole je sama pokomentirala tisto, kar ogromno ljudi vodi v negativizem in v pomanjkanje energije in v slabo počutje. In to je gledanje poročil. Ljerka? Vse to, kar ljudje delajo, pa vso to packarijo gledajo, pa vso to umazanijo gledajo negativno, jih kar potegne v morje negativnega, pa jokajo, da so tako negativni. Seveda se na tem delaš, če se boš pa pazil, kaj sprejmeš, nočeš imeti, če ne maraš umazanih rok, tudi ne maraš umazanih misli. Tale negativa ti pa dela same umazane misli. Res v življenju pol najdeš tudi malo zoprne stvari, ki jih moraš doma urediti, ampak če si pozitivno nastrojen, boš to tisto premagal pa naredil. Ampak vsi renijo v negativo, ampak to je za nič. Tako je povedala gospa Ljerka, in ko smo brez energije, si je pametno zastaviti vsa ta vprašanja, pa tudi, če se okrog nas dogaja veliko sprememb. In naj vam povem, ja, se. Kajti sprememba je edina konstanta v našem življenju in zato rabimo adaptogene rastline, ki nam pri tem pomagajo. Tukaj vam bo zelo dobro dela sveta bazilika v B vitaminu, torej B kompleks plus vitamin C. Najdete recimo sveto baziliko, ki je polna vsega tega. Potem eleuterokok, ki je tudi adaptogena rastlina, in slovensko super živilo adaptogeno je trpotec, po katerem hodimo, ker ga ne prepoznamo kot tistega, ki nam lahko pri tem pomaga. In vse to so tista vprašanja, ki si jih torej zastavimo, če smo brez energije, preden posežemo po kavici, preden posežemo po energijski pijači, ki je polna hormonov, ki dejansko nas vrže izven ravnovesja, kajti samo vam lahko povem, poživil ne uživam, tudi mača čaj, mogoče enkrat na mesec, pa vendar mi uspe narediti vse obveznosti. Ja, vse se da, če se hoče, in to povsem brez poživil. Zastavite si vseh teh 6 vprašanj in če hočete narediti še nekaj dobrega, potem delite te informacije s tistimi, ki jih imate radi. S svojimi sosedi, s svojimi sodelavci ali pa mogoče s svojimi hčerkami in sinovi, z mamo ali z očetom. Vsekakor pa na www.klepetofkavi.si
Najdete še več informacij, tudi o tistih stvarih, ki smo vmes govorili. Če pa nimate dostopa do interneta, pa 02 6200 230 telefonska številka naših svetovalk. Več energije, več akcije, vse to se da doseči na naraven način, brez poživeti.